Pozdravljeni! Veseli nas, da ste ponovno v naši družbi. V današnji oddaji vam bomo pojasnili, kako lahko pride do motenj gibanja, odgovorili bomo na vprašanje, kaj delajo društva diabetikov, spoznali boste, kako je v šoli diabetesa ter v katerem primeru in kako izklopiti samodejne posodobitve na pametni napravi. Za zaključek vam bomo predstavili še, s katerim pripomočkom si lahko olajšate breme pri oskrbi nepokretne osebe na domu. V začetku septembra se je slovenska namiznoteniška ekipa igralcev s Parkinsonovo boleznijo s podporo društva Trepetlika prvič udeležila svetovnega prvenstva, ki je potekalo v Berlinu. Pod vodstvom nekdanjega namiznoteniškega igralca Gregorja Komaca se je reprezentanca iz nemške prestolnice vrnila kar s 4 medaljami. Med posamezniki izstopata zlato Boruta Vovka, ki je osvojil naslov svetovnega prvaka, in srebrna medalja Biserke Muršec. V razredu 1 je 3. mesto osvojil Vinko Kurent, sicer tudi idejni vodja reprezentance bolnikov s Parkinsonovo boleznijo. Medtem ko sta se Danica Kocbek in Borut Vovk razveselila bronaste medalje med mešanimi dvojicami. Ob teh dosežkih iskreno čestitamo celotni slovenski reprezentanci. V jesenskih mesecih je običajno, da proizvajalci predstavljajo novosti na trgu. Izjema nista podjetji Google in Apple. Obe podjetji sta ali pa še bosta izdala nov operacijski sistem za svoje naprave. A pozor, uporabniki aplikacij Guardian Connect, Minimed Mobile in Kerlink Connect lahko naletite na nedelovanje v primeru posodobitve operacijskih sistemov. Poglejmo si, kako izklopimo samodejno posodabljanje. V Sloveniji deluje 39 društev diabetikov s skupaj preko 14 tisoč člani. Vsa društva delujejo pod okriljem Zveze društev diabetikov Slovenije. Društva diabetikov kot glavno nalogo svojega delovanja v ospredje postavljajo ozaveščanje in izobraževanje o sladkorni bolezni ter njenih možnih posledicah. Člani so poleg tega lahko udeležijo vadbe, športnih srečanj, tekmovanj, izletov in programov zdravstvene vzgoje v zdraviliščih. Za starejše in gibalno ovirane člane nudijo tudi oskrbo na domu. Vsako leto izide 6 številk glasila Sladkorna, ki je brezplačen za vse člane. V njem so objavljeni strokovni članki, novosti na področju zdravljenja sladkorne bolezni, nasveti za lažje življenje s sladkorno boleznijo, programi in urniki dogajanja društvih, poročila o preteklih prireditvah in še veliko drugega. Več o delovanju društev in njihovih aktivnostih najdete na njihovih uradnih spletnih straneh. Veliko staršev je strah prvega dne, ko bo moral njihov otrok s sladkorno boleznijo v vrtec ali v šolo. V ta namen pediatrična klinika vsako leto organizira šolo o sladkorni bolezni za učitelje in vzgojitelje. Znanje jim predajo diabetolog, medicinske sestre, dietetik, psiholog in edukator inzulinskih črpalk. V šoli se vzgojitelji in učitelji seznanijo s sladkorno boleznijo in njenimi znaki. Veliko poudarka in hkrati največ vprašanje pri prehrani, kako sestaviti zdrave uravnotežene obroke, kako vanje vključiti primerno količino ogljikovih hidratov in kakšni naj bodo časovni razmiki med obroki. Šola o sladkorni bolezni med drugim s pomočjo kliničnega psihologa učiteljem in vzgojiteljem predstavi posebne izzive, s katerimi se spopadajo otroci s sladkorno boleznijo. Nihanje sladkorja v krvi vpliva tudi na zbranost. Učni pristop pri njihovem izobraževanju je tako drugačen. Pomembno je, da učitelji poskrbijo za enako obravnavo takega otroka med vrstniki. Vloga edukatorjev pri izobraževanju je kratka predstavitev inzulinskih črpalk, kontinuiranega merjenja in kombinacija obeh. Številne šole so že pravi zgled, kako otroku s sladkorno boleznijo organizirati prijazno okolje, da kljub morebitnim, hitrim in akutnim zapletom normalno deluje. V Sloveniji je vse več ljudi, ki so odvisni od tuje nege in pomoči.
Nepokretne osebe potrebujejo posebno pozornost in veliko časa, saj imajo največje tveganje za nastanek razjed zaradi pritiska. Zato je spreminjanje položaja telesa zanje zelo pomembno, saj se na ta način razbremeni izpostavljene predele telesa. Da je delo negovalca pri tem čim lažje, je tu sistem TOTO. Edinstveni sistem je zasnovan tako, da nepokretne osebe od glave do pet enakomerno podpira in tiho premika z avtomatskim obračanjem v rednih časovnih intervalih 24 ur na dan. Namenjen je osebam, ki so pri obračanju popolnoma odvisne od tuje pomoči. Sistem TOTO z avtomatiziranim bočnim obračanjem časovno in fizično razbremeni negovalno osebje, hkrati pa osebi, ki je odvisna od tuje nege in pomoči, nudi večje udobje, mirnejše noči in manj bolečine. Sistem TOTO je primeren tudi za institucionalno rabo, kot tudi za rabo v domačem okolju. Če ste prepoznali prednost uporabe sistema TOTO, vam pri našem podjetju omogočamo tudi najem. Za več informacij nas pokličite ali nam pišite. Veseli nas, da ste bili v naši družbi. Vabimo vas, da nas všečkate na naši Facebook strani, kjer vas redno obveščamo o vseh novostih. Zanimive vsebine pa najdete tudi na našem Instagram profilu. Za samodejno obveščanje o novih video vsebinah se naročite na naš Zalokar in Zalokar YouTube kanal. Spremljajte nas še naprej.